In v skladu z drugim odstavkom 34. člena Poslovnika Državnega sveta pričenjamo s
s 30. izredno sejo Državnega sveta. Sklicana je bila na podlagi 53. člena Zakona o Državnem svetu, prvega odstavka 30., 32. in 75a člena Poslovnika Državnega sveta. Na seji je prisotnih 30 državnih svetnic in svetnikov. Obveščam vas, da so se za današnjo sejo opravičili podpredsednik Državnega sveta, državni svetnik Matjaž Švagan, državni svetnik Bojan Režun, Srečko Cvirk, Samer Kalil in Cvetko Zupančič. O sklicu seje sem obvestil predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, gospoda Igorja Zorčiča in predsednika Vlade Republike Slovenije, gospoda Janeza Janšo. Na sejo smo povabili in tudi pozdravljam v dvorani Državnega sveta Marka Bandelja, poslanca Državnega zbora k 1. in 2. točki dnevnega reda, Janeza Poklukarja, ministra za zdravje k 1. točki dnevnega reda, Janeza Ciglerja Kralja, ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti k 2. točki dnevnega reda. No, današnja udeležba je sledeča in pozdravljam vas v Državnem svetu, gospo Mojco Pršina, generalno direktorico Direktorata za zaposlovanje in trg dela z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in gospoda Damjana Mašera, vodja sektorja za delovna razmerja in pravice iz dela, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Vsi skupaj dobrodošli v Državnem svetu. Sklica današnje seje ste prijeli tudi dnevni red, in sicer po elektronski pošti 31.1.2022. Predlog dnevnega reda se glasi: prva točka, predlog odložilnega veta za zakon o dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju EPA 1885-8, ter druga točka dnevnega reda, predlog odložilnega veta na zakon o spremembah Zakona o delovnih razmerjih EPA 1886-8. V skladu z drugim odstavkom 75a člena Poslovnika Državnega sveta, ki določa, da se predlog odložilnega veta uvrsti na dnevni red brez razprave in brez glasovanja, ugotavljam, da je dnevni red 30. izredne seje Državnega sveta naslednji. Prva točka dnevnega reda, predlog odložilnega veta na zakon o dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in druga točka dnevnega reda, predlog odložilnega veta na zakon o spremembah Zakona o delovnih razmerjih. Preden pridemo na obravnavo 1. in 2. točke dnevnega reda, spoštovane svetnice in svetniki, predlagam, da zaradi njune vsebine, vsebinsko podobne materije, predstavitve dokumentov in stališč ter razpravo o navedenih 2 točkah opravimo skupaj. Seveda bomo po predlogih zahtev Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o posameznem zakonu, glasovali pa ločeno. Ali kdo nasprotuje predlogu, da točki obravnavamo skupaj? Ugotavljam, da nihče. Torej prehajamo na skupno obravnavo 1. in 2. točke dnevnega reda. Predlog odložilnega veta na zakon o dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in predlog odložilnega veta na zakon o spremembah Zakona o delovnih razmerjih. Državni zbor je omenjena zakona sprejel na 94. izredni seji 26.1.2022. Po elektronski pošti ste jo prejeli še isti dan, priložena sta bila tudi sklicu današnje izredne seje Državnega sveta. S sklicem današnje seje ste 31.1. po elektronski pošti prejeli tudi predloga odložilnih vetov Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide Državnega sveta. Predlog zahtev Državnega sveta, ki sta pripravljena na podlagi predlogov Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide za sprejem odložilnih vetov, ste prijeli po elektronski pošti prav tako 31.1. s sklicem današnje seje. Prijeli ste tudi stališča interesnih skupin, in sicer interesne skupine delojemalcev, delodajalcev in kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev. Prosim, da morebitne amandmaje na mnenja oziroma predloge sklepov Državnega sveta vložite v pisni obliki. Sedaj pa sprašujem predstavnika predlagateljice veta, ali želite obrazložiti vsebino predloga za odložilni veti? Ja.
Državni svetnik, magister Peter Požun, predsednik Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, predlagateljice v dolžini Kvetov. Izvolite, imate besedo. Hvala za besedo, gospod predsednik, spoštovane svetnice, spoštovani svetniki. Lep pozdrav tudi predstavniku predlagatelja zakona, poslancu Marku Bandelliju. Pozdrav ministru za delo, družine, socialne zadeve, ki se sej vedno udeležijo, čeprav so teme nekoliko zoprne. In oddaljen pozdrav ministrstvu za zdravje, ki se nobene od obravnavanih sej tega zakona nikoli ni udeležilo. Komisija za socialno varstvo, delo in zdravstvo invalide je na svoji 26. izredni seji sprejela sklep, da na podlagi 75. člena poslovnika Državnega sveta predlaga odložilni veto na omenjena zakona, ki jih je Državni zbor sprejel na svoji 94. izredni seji. In kot smo slišali, sta zakona medsebojno povezana, kar je v uvodu predstavil predsednik Državnega sveta, zato bom tudi jaz predstavil poročilo komisije, ki velja za oba zakona. Zakon o delovnih razmerjih 1C v 1. členu predvideva spremembo prvega odstavka, tretjega odstavka, to je 137. člena veljavnega zakona, in sicer po novem bi bil tako delodajalec zavezan izplačevati nadomestilo plače iz lastnih sredstev v primerih nezmožnosti delavca za delo zaradi njegove bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, največ 80 delovnih dni, torej namesto zdaj veljavnih 120 delovnih dni v koledarskem letu. S tem se v skladu z namero predlagatelja dopolnjuje ukrep iz Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju R, ki določa, da gre po novem zavarovancem v primeru nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, nadomestilo plače iz blagajne obveznega zdravstvenega zavarovanja že od 21. dne zadržanosti z dela in ne šele 31. dne zadržanosti od dela, kot to velja v trenutni zakonodaji. Na podlagi navedenih sprememb in dopolnitev je Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije opozoril, da bo blagajna obveznega zdravstvenega zavarovanja občutno dodatno obremenjena, predvidoma od 80 milijonov evrov pa celo do 94 milijonov evrov na letni ravni, pri čemer pa zakon ne predvideva dodatnih dolgoročnih finančnih virov, iz katero bodo ti izpadi v blagajni lahko pokriti. Bodisi s financiranjem iz državnega proračuna, bodisi z zvišanjem prispevne stopnje za obvezno zdravstveno zavarovanje. Umanjkanje dolgoročnih virov blagajni obveznega zdravstvenega zavarovanja za širitev pravice do nadomestil v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja bo zaradi omejenih sredstev vplivalo na krčenje obsega zdravstvenih storitev, ki so pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, čemur smo v zadnjih letih že ves čas priča. Na primer, podvojitev sredstev za nadomestile plač za okoli 250 milijonov evrov v letu 2015 na skoraj pol milijarde v letu 2021. Delež sredstev, ki jih iz blagajne zavoda namenjamo za zdravstvene storitve, je leta 2015 znašal 71,3 odstotke, leta 2021 pa padel na 66,8 odstotkov. Predvsem drugače pa je trend deleža izdatkov za denarna nadomestila, ki je leta 2015 znašal 10,1 odstotka, leta 2021 pa že 14,1 odstotka. Kot je bilo upozorjeno že ob obravnavi predloga obeh zakonov, bi skrajšanje obdobja prejemanja nadomestila v breme delodajalcev lahko vplivalo na zmanjšano odgovornost delodajalca za skrb in zdravje svojega delavca. Pri tem je treba upoštevati tudi to, da je med vzroki za odsotnost od dela zaradi bolezni velikokrat poklicna bolezen, katere priznavanje še vedno ni ustrezno urejeno. S predlagano razbremenitvijo delodajalcev se bodo morebitne negativne posledice nezadostne skrbi delodajalca za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoči v delovnem procesu, prinesle v solidarnostni sistem, kar pa ni skladno z namenom navedenega zavarovanja. Prav tako se opozarja, da je obveznost delodajalcev, pa tudi samostojnih zavezancev, iz naslova plačila denarnega nadomestila zaradi začasne nezmožnosti za delo do 30 delovnih dni že zdaj omejena. Saj se iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja plačuje denarno nadomestilo za krajše, a pogostejše odsotnosti iz dela, delodajalec po veljavni ureditvi plača maksimalno nadomestilo v trajanju do 120 dni v posameznem letu v skladu
z 1. členom zakona o delovnih razmerjih 1C zgolj še v trajanju do 80 dni odsotnosti. V nekaterih primerih pa Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije plačuje nadomestila v svoje breme že od prvega dne zadržanosti z dela, to je zaradi nege ožjega družinskega člana, sobivanja v bolnišnici, presaditve organov, krvodajalstva, spremstva pa tudi izolacije v primeru nalezljivih bolezni in ta je znašal v letu 2021 preko 1,2 milijona izgubljenih delovnih dni. Z obema zakona se po oceni upravnega odbora Zavoda za zdravstveno zavarovanje prav tako ne uresničuje ciljev navedenih v osnovni različici predloga navedenega zakona, saj se ne izenačuje položaj samozaposlenih v primerjavi s položajem delavcev. Položaj navedenih dveh kategorij je namreč že po trenutni ureditvi izenačen, saj sta obe kategoriji zavarovancev upravičeni do izplačila nadomestila plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja od 31. dne zadržanosti z dela dalje, s sprejetimi določbami zakona o zdravstvenem zavarovanju in zdravstvenem varstvu pa se zgolj odmika obdobje obveze delodajalca, da krije nadomestilo plače zaradi odsotnosti z dela zaradi bolezni na 20. delovni dan in to za obe kategoriji. Sprejetim zakonom o delovnem razmerju 1C se torej po oceni komisije zgolj sledi cilju razbremenitve delodajalcev. Ocenjuje se tudi, da nova ureditev ne bi doprinesla k zmanjšanju pojavnosti prekarnega dela, kar je bil prav tako eden od ciljev, ki ga je zasledoval predlagatelj, saj so vzroki za uporabo te oblike dela kompleksnejši. Ne izvirajo namreč zgolj iz obveznosti iz naslova kritja nadomestila za bolniški stalež v breme delodajalca, temveč predvsem iz fleksibilnosti, ki jo omogoča ta oblika dela, se pravi lažje odpuščanje, ter tudi celotne ureditve obdavčljivosti osebnega dohodka oziroma plače. Na podlagi navedenega pristojna komisija socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide predlaga, da Državni zbor zahteva, da Državni zbor o zakonu o dopolnitvi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter zakon o spremembah zakona o delovnih razmerjih 1C ponovno odloča. V imenu komisije se priporočam za podporo predlogu. Hvala. Zahvaljujem se predstavniku predlagateljice odloženih vetov, magistru Petru Požunu. Sedaj pa samo še proceduralno obvestilo za sodelujoče na današnji seji. Po predlagatelju damo besedo predlagatelju zakona, potem dobite besedo predstavniki vlade, zatem razpravljajo vodje interesnih skupin, nato državne svetnice in svetniki in po zaključku razprave državnih svetnic in svetnikov imate zopet besedo predstavniki ministrstva oziroma predstavniki vlade, predstavnik predlagatelju zakona in zadnja beseda je predlagatelj odložilnega veta. Tako da vem, da boste želeli vmes mogoče tudi kaj pokomentirati, ampak na koncu imate še možnost komentarjev. Sedaj pa predvidevam, da bo predstavnik predlagatelja zakonu predstavil stališče do predloga odloženih vetov, poslanec Državnega zbora, gospod Marko Bandelli. Izvolite, imate besedo, na voljo imate 15 minut. Spoštovani predsednik, lep pozdrav v mojem imenu, spoštovani svetnice in spoštovani svetniki. Kot veste, jaz si nisem zapisal nekega govora tukaj pred vami, navajen sem v Državnem zboru, da govorim s srcem, odprto, z znanjem in s tem, kar čutim in kar vidim in kar vem, da je dobro za Slovenijo, predvsem pa za tisto, kar smo danes tukaj. Veste, pred 30 leti smo se mi odločili, da se odcepimo od enega sistema, da se odcepimo od enega modela in smo začeli razmišljati drugače. In smo začeli videti, kaj je dobro in kaj bi bilo še boljše v naši državi. Predvsem pa smo hoteli biti neodvisni gospodarsko in smo začeli širiti sistem prostega, če bi tako imenovali, gospodarstva kot takega. Trgovine, privatni lasti, firme, kar prej ni bilo možno. Veste sami, da predtem ni bilo mogoče. Kaj smo pa dosegli? A smo mi dosegli gospodarsko neodvisnost?
A smo mi res dosegli to, kar je bilo pričakovano? Več kot 30 let je šlo zdaj mimo praktično, pa se še vedno sprašujemo, kaj in na kakšen način bi radi mi tukaj v tej naši državi dosegli ne samo rezultate, ampak tudi tiste cilje, ki smo jih imeli, malo skrite, malo navzven, ko smo naredili ta korak osamosvojitve. Jaz mislim, ker sem, da vam povem, tudi večina od vas me tudi pozna, me pozna kot podjetnika, jaz sem zdaj pač, odkar sem v politični funkciji, ne smem več opravljati funkcije podjetnika, ker mi ni dovoljeno, ampak veste sami, da hočeš ali nočeš, skozi gledaš, kako ti ta zadeva teče. In tako da lahko rečem, da sem 32 let, letos, 32 let v podjetništvu. In točno vem, kaj manjka, kakšne so pomanjkljivosti, kje je treba popraviti zadeve, zakaj smo začeli s tem majhnim korakom, zelo velikim majhnim korakom, bi jaz rekel, za katerega že 20 let se govori in se ne prije nikdar na čisto. Zdaj smo pa tik pred tem, ko smo naredili ta velik korak, po moje, kjer so ne samo odbori, dotični odbori dela in zdravstva v državnem zboru potrdili so ga tudi vaši odbori v začetku in na koncu je bilo potrjen zakon tudi, oba zakona, govorim v imenu obeh zakonov, ne bo to jasno, tudi v državnem zboru. Jaz razumem razloge mojega predhodnika, govornika tukaj, kakšni so bojazni glede tega. Ampak dajmo enkrat zaključiti in dajmo enkrat se ukvarjati s tistem, za katere zakone na mizih imamo. Ker do zdaj krijemo, in to je ena navada, je ratlo ena splošna taka navada, da se krije prihodke iz enega kraja, ki so tudi celo namenski, da se pokriva druge zadeve. Dajmo enkrat razmišljati, zakaj je sploh ta zakon tukaj na mizi. Oba zakona. Jaz mislim, da v 20 letih, bom tako rekel, kar sem občutil kot podjetnik, prvih 10 let po letu 90 smo nekako, imam tako občutek, kot neke stagnacije, smo delili neke nove modele, smo iskali neke nove poslovne priložnosti, ampak se ni dosti spreminjalo stvari v gospodarstvu. Naslednjih 20 let, pa smo prišli do danes, mi kaj smo naredili gospodarstvo? Drugega nismo naredili, ko smo dali en velik nahrbtnik in metali noter kamenje in nakladali in davke in še več davkov in še več bi še dali, kar si mislimo, tako, da je edina stvar, edini prihodkovni del države samo davkarija. Kar pa vemo, da ni res. Mi vemo, da moramo imeti zelo močno in konkretno gospodarstvo, če hočemo imeti socialno državo. In to je tudi osnova. Moja ideologija je socialni liberalc, to točno veste, zakaj se gre, kot podjetnik tudi, in vidim določene obveznosti, ki morajo ostati v sociali, razne šolstvo, zdravstvo, vse drugo, kar je, ampak brez močnega gospodarstva tega ne dosežemo in ne bomo dosegli nikoli. Zdaj, delodajalci in delavci oboj plačujejo prispevke in davke, predvsem pa prispevke. In ti prispevki so namenjeni za en določen cilj. Če se v primeru nekaj zgodi, da kriješ bolniško odsotnost, zdravljenje, če si poškodovan, pa tudi, če si doma. In v tem trenutku, tako kot se zdaj dogaja, nimamo samo zdravstveno blagajno, ker s tem, da podjetništvo krije mesec in pol odsotnosti, so tudi podjetja postale druga blagajna. Tega se nismo nikoli zavedli. Ampak tu namote, tu smo navajeni, tako je. Ampak kaj smo hoteli mi s tem zakonom napraviti tukaj? Nič drugega, ko samo malo zmanjšati pritisk, obveznosti in razbremeniti gospodarstvo. Tu, kar govorimo že 30 let. In danes imamo na mizi točko, katera samo en majhen del nas obrne v to smer. Iz 30 delovnih dni, kar pomeni 45 dni efektivnih, moramo biti pošteni pri tem, povedati, kako so,
za 10 dni zmanjšati, nič drugega. In tu je po moje ena velika injekcija, ena velika pomoč gospodarstvu. Veste, delodajalci plačujejo določena namenska sredstva. To je tistega 0,53% v primeru poškodbe in poklicnih bolezni. Jaz sem imel v glavi vedno okrog 80-90 milijonov podatek, ampak zadnjič na seji so mi rekli, da je tu danes 120 milijonov. Od tega 120 milijonov gre za namen, za ta namenska sredstva do 25, maksimalno 30 milijonov. Vse ostalo se porabe za druge namene. Kar ne mote, je vse v redu. Ampak če tukaj se sprašuje, da se razbremeni gospodarstvo v tem delu in obstajajo namenska sredstva za te stvari, pa dajmo enkrat jih uporabljati za tiste namene, katere so predvideni. Zavod za zdravstveno zavarovanje je poslalo več dopisov, tudi nam, ne, in omenja, da izračuni od 35 milijonov naši, da niso prav pravilni, da so bolj pravilni njihovi od 80 do 90 milijonov. Rad jih bi spomnil, da pred 2 leti, ki je Nova Slovenija predstavila ta zakon, je bilo iz njihovega izračuna in zelo točnem izračunu približno 50 milijonov, s tem, da skrajšajo na 15 dni. Ja, se pravi, čujem, predsednik, ja, bom takoj. Tako da pravi, naši izračuni so dokaj točni. Ne bom omenil prispevke, ki prihajajo noter, 2,5 milijarde prispevkov. Veste, na zadnjem v Zavodu za zdravstveno zavarovanje je bila vključila tudi izračun, so vključili noter, za povišek teh nadomestil. Res je, več se bojo dvignile plače, več bo treba plačati teh prispevkov, odnosno povišek teh nadomestil. Ampak tudi več prihodkov bo prišlo noter. In tukaj je točni izračun, jaz zdaj nimam vas časa, da vam pokažem, kar je, kar ni, ampak predvideni so približno 400 milijone prihodkov, več v naslednjem letu. Pa ste videli poročilo danes, ki je bilo dano ven, Zavoda za zdravstveno zavarovanje, so imeli lani 120 milijonov presežka. 120 milijonov presežka. Je danes poročilo zunaj. To se pravi, da vse ta bojazen, vsa ta strah, ki je tukaj, da bo šlo iz namena, katera je predviden točen namen, za kar je, da ne bomo krili drugih storitev, jaz mislim, da je to brezvezno tukaj. In resnično, dajmo se enkrat zamisliti, da gremo v pravo smer, dajmo mi razbremeniti gospodarstvo in kakor sem prej povedal že, jaz mislim, da je edini pravi korak, to je prvi korak, da naredimo nekaj v pravo smer tukaj, da naredimo močno gospodarstvo, kajti samo z močno gospodarstvom bomo imeli tudi pravo in konkretno socialno državo. Hvala, predsednik. Hvala vsem. Zahvaljujem se predstavniku predlagateljev zakona, poslancu Državnega zbora gospodu Marku Bandelliju. Kot rečeno, sedaj povabimo k besedi predstavnike vlade. Predstavnica Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gospa Mojca Pršina, generalna direktorica Direktorata za zaposlovanje in trg dela. Izvolite, imate besedo, prav tako imate na voljo 15 minut. Hvala lepa za besedo. Spoštovani predsednik, spoštovane svetnice, svetniki, vsi ostali vabljeni. Predstavila bi mnenje ministrstva na del, ki se nanaša na zakon o delovnih razmerjih, se pravi ZDR-1. Glede vsebine zakona predlagatelj poudarja, da sprememba zakona prinaša dolgoročne pozitivne posledice za gospodarstvo in za zdravje ljudi. Pozitivno pa naj bi vplivala tudi na zmanjšanje prekarnega dela. Navaja, da je v času bolniške, ki ni povezana z delom, delodajalec izpostavljen dodatnim stroškom, in sicer iz naslova reorganizacije nemotenega delovnega procesa. Kot primer izpostavlja nadomeščanje dela odsotnega delavca, čigar delo mora prevzeti drug delavec, ki se mu posledično poveča obseg dela. To posledično pomeni, da delodajalec nosi finančno breme za vsa tveganja. Z vidika strokovnega pogleda ministrstva lahko ugotovimo, da predlagana sprememba ZDR-1, ki skrajšuje obdobje nadomestila za bolezen oziroma poškodbo, z vidika delavca ne prinaša bistvenih sprememb, saj se obseg pravice delavca ne spreminja. V zvezi s tem velja izpostaviti, da je nadomestilo plače socialna varstvena pravica iz delovnega razmerja in pomeni kontinuiteto plačila v primeru upravičene odsotnosti.
V to pa konkretna predlagana sprememba ZDR-1 ne posega. Hvala lepa za vašo pozornost. Zahvaljujem se za predstavitev mnenja vlade oziroma Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gospe Mojci Peršina, generalni direktorici Direktorata za zaposlovanje in trg dela. Na vrsti so predstavitve mnenj interesnih skupin. Najprej smo prijeli mnenje interesne skupine delodajalcev. Izvolite, predstavil ga državni svetnik Igor Antaver. Gospod predsednik, hvala za besedo. Lep pozdrav kolegice, kolegi, ostali gostje. Naša delodajalska skupina, se pravi interesna skupina delodajalcev, se je danes sestala po usklajevanju in sprejela skupno stališče. Jaz bom zaradi načela racionalnosti in ekonomičnosti seveda razpravljal tako kot moji predhodniki o obeh zakonih skupaj. Najprej, da povem stališče interesne skupine k predlogu pobude Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide za sprejem odložilnega veta na zakon o dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in zakon o dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih ne podpira. Ne podpira pa iz naslednjih razlogov. Zakon o spremembah obeh zakonov se skrajšuje čas, s katerim je delodajalec v primeru nezmožnosti dela za delo zaradi njegove bolezni ali poškodbe, ki ni povezano z delom, opozarjam, ki ni povezano z delom, zavezan izplačevati nadomestilo plače iz lastnih sredstev danes do 120 dni v letu. To so tako imenovani recidivi. Na leto je povprečno 261 delovnih dni, samo toliko, kar pomeni, da delodajalec v slabem primeru pokriva 120 od 261. Enaka je zgodba pri 30 dneh bolniške, ki se po predlogu skrajšuje, to se pravi, teh 120 se zdaj skrajšuje na 80 in tistih do sedaj 30 se skrajšuje na 20. Predlagana sprememba zakona bo omogočila zmanjšano obremenitev za samozaposlenih, predvsem na te smo mislili in mikro, kmetov, samostojnih kulturnih delavcev in vseh tistih v svobodnih poklicih, ki so najbolj ranljivi. Tisti, ki ste kdaj to odblizu videli, veste, kako je bilo, če vam je z nosa začelo test, kako ste se ustrašili, boste kaj prihodka imeli, plačo pa prispevke si boste pa mogli izplačati. Pomembno je tudi, da gre v primeru poškodbe za poškodbe izven dela. Res je, nekatere zadeve se plačujejo neposredno od prvega dne, pa vendar tega prvič ni dosti, drugič pa to ne vpliva bistveno za ostalo. Kot so že moji predhodniki povedali, kar je pomembno, da se zaposlenim, ki bodo deležni te pravice, ne bodo zmanjšale pravice iz tega naslova, kar pomeni, da ne posegamo v pridobljene pravice. V času zakonodajnega postopka so vse reprezentativne delodajalske organizacije predlog zakon podprle in to enotno. Tako Gospodarska zbornica, Obrtno-podjetniška zbornica, Trgovinska zbornica, Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov in ZDS Slovenije, kar ste, spoštovane kolegice in kolegi, dobili danes oziroma v teku postopka tudi že v pismeni obliki. O vprašanju razbremenitve delodajalcev v povezavi s kritjem nadomestila zaradi odsotnosti z dela zaradi bolezni in poškodbe pri delu izven dela se razpravlja ne samo 10 let, več kot 10 let. Nekatere organizacije že 20, organizacije, s katerimi jaz prihajam, več kot 15. Obremenitev delodajalcev so v Sloveniji tudi po ocenah mednarodnih inštitucij prevelike za uveljavitvijo novele obeh zakonov, pa bi se delodajalcem zagotovile takojšnja razbremenitev vsaj določenega dela. Ne govorimo o veliki razbremenitvi, govorimo o tudi simbolnemu dejanju. Ponovil bom spoštovanega gospoda Bandellija, res je 0,53 se plačuje, to sicer ni predmet današnje razprave, ampak tega, jaz zdaj že več podatkov nimam, ampak tega je verjetno celo ta trenutek že več kot 120 milijonov, ki jih delodajalci namensko namenjajo zdravstveni blagajni
in ki jih samo delno namensko uporablja, nenamensko pa za ostale zdravstvene storitve, kar je pač kakor je, ne glede na to, da Računsko sodišče pregleduje vsako leto Zavod za zdravstveno zavarovanje. Tudi ne moramo pristati na trditev, da bi lahko bila posledica skrajševanja obdobja plačevanja nadomestila za bolezen to, da bi delodajalec manj skrbel za zaposlenega. Dragi moji, jaz se opravičujem, ampak jaz sem delal v malem gospodarstvu, bil sem lastnik. Jaz mislim, da bi bila ta samomorilska, če ne celo butalska, da bi ne skrbel za zdravje zaposlenih, ker bi sistem delal sam sebi škodo, predvsem pa podjetju. In zdaj vse te zadeve, ki so, veljajo tako za podjetnike, kmete, kulturnike, predvsem pa mikro in malo delodajalce, če vam povem, mikro, malih in srednjih podjetij v Sloveniji je nadpovprečno za Evropo 98,9. Se pravi, mi pravzaprav najbolj na te targetiramo, ker se morajo preorganizirati in imajo hkrati stroške, če želijo. Veste, da smo enega od postopkov dali predlog, da se omogoči zdaj upoklice upokojencev za daljše obdobje, zato da te covidne čase, kako izgleda to v gospodarstvu. Dobiš naročilo, ga moraš izpolniti. Če ga ne dobiš, je to penal. Glede na to, da zakon prinesel razbremenitve delodajalca in zaradi tega ne bodo poslabšali pravice zaposlenih, ter glede na to, da verjamemo, da v ustreznih ukrepih vlade ne bo prišlo do dodatnih šumov pri izvajanju zdravstvenih storitev, katere hitrost je ključnega pomena za delodajalce, namreč vračanje na delovno mesto, predlagamo, da veta na predmetna zakona ne podprete. Pri tem se opozarja še na to, da je matična komisija za socialno varstvo, zdravstvo, delo, zdravstvo in invalide podprla veto s 5 glasovi za in 4 proti. Hvala lepa, prosim, da veta ne podprete. Zahvaljujem se vodji interesne skupine delodajalcev, sedaj pa mnenje interesne skupine delojemalcev predstavlja vodja interesne skupine, državna svetnica Lidija Jerkič. Izvolite, imate besedo. Hvala lepa za besedo. Zdaj verjetno ne pričakujete, da bo naša interesna skupina povedala, da se s predlogom veta ne strinja, nasprotno, s predlogom veta se strinjamo in ga bomo kot interesna skupina podprli. Bi pa rada, da to zdaj ne zgleda kot nasprotovanje drugi interesni skupini, a ne kolegov iz gospodarstva. Jaz mislim, da te zadeve ne smemo gledati na eni strani kot delodajalci, na drugi strani kot delojemalci. Tisto, kar bi nas v tem primeru moralo družiti, je to, da smo vsi zavarovanci. In v bistvu spreminjamo zakonodajo, na katero nas opozarja Zavod za zdravstveno zavarovanje, ki je bil mimogrede tudi pobudnik vložitve veta. Z njihove strani smo vsi državni svetniki dobili prošnjo, da vendarle pogledamo natančno v vsebino zakona in se skušamo odločiti drugače, bom jaz rekla, ali pa vsaj v smeri, da tega zakona ne podpremo. In njihova opozorila so zelo resna. Institucija Zavoda za zdravstveno zavarovanje je zavarovalnica, ki se ukvarja s pravicami iz naslova zdravstvenega zavarovanja, ki je edina institucija, vsaj kolikor je meni znano, ki vodi evidence, ki vodi stroškovni del in ki že vrsto let opozarja na to, kar je bilo tudi v uvodu strani komisije povedano, da se zmanjšuje odstotek sredstev namenjen za zdravstvene storitve, se pravi za tisto, za kar plačujemo zdravstveno zavarovanje, in da se povečuje znesek namenjen nadomestilom. Torej, tisto, kar v tem trenutku povečujemo s predlogom zakona, se pravi nadomestila, če premaknemo iz 30 na 20 dni, bomo povečali število dni nadomestil, povečali bomo ta del stroškov zdravstvene zavarovalnice, ki gre že zdaj za nadomestila. Znesek namenjen za zdravstvene storitve pa bo padel očitno pod 60%. To je nekaj, kar bi že v tem trenutku moral biti alarm. Povedano je bilo, da je imela zavarovalnica v lanskem letu presežek,
Ne vem, če se spomnimo, 2 meseca nazaj je zdravstvena zavarovalnica opozarjala na to, da lahko planirajo edino izgubo in da v sistemu manjka 140 milijonov sredstev. To ni tako zelo staro. A ne? In naj spomnim še na to, da je opozorilo oziroma pobuda za veto prišla iz zdravstvene zavarovalnice strani upravnega odbora in to soglasno. V upravnem odboru so pa predstavniki zavarovancev, delodajalcev in vlade. Neka anahronizem je v tem, ne, zavarovalnica tripartitno sestavljena iz zavarovancev na tak ali drugačni način, bije plat zvona, a ne, delodajalci, jaz razumem seveda in so legitimna prizadevanja za skrajševanje lahko tega obdobja, pa tukaj zagovarjajo drugačno stališče. Še enkrat, razumem ga lahko, ampak jaz vendarle mislim, da bi se bilo treba ukvarjati z vprašanjem, zakaj so nadomestila tako visoka, zakaj jih toliko imamo, zakaj se povečujejo in tudi ne strinja se s tem, da bolniška odsotnost iz razloga, ki ni poškodba pri delu, pač ni nekaj, s čimer delodajalci nimajo opravka. Če postavim zelo banalen razlog, ne banalen, pardon, ni banalen, ampak plastičen primer, poklicne bolezni. Število ugotovljenih rakov v marsikaterem podjetju presega povprečno število rakov, pa vendarle v teh podjetjih nimamo priznane nobene poklicne bolezni iz naslova obolevanja zaradi recimo dela v livarnah. Tudi to je v končni fazi bolezen, ki ni posledica poškodbe pri delu, ker te poškodbe pri delu v Sloveniji niso priznane. Eno samo imamo, 30 let si v sindikatih prizadevamo, mislim, da je jutri v Državnem zboru in zakon, ki je poskus k temu, da bi poklicne bolezni vendarle priznali v drugačnem obsegu, pa se ne premaknemo. Kopica nadomestil je brez potrebe, bom rekla, če bi se ukvarjali z razlogom, zaradi katerih te bolezni nastajajo, ne samo raki, tukaj imamo še marsikaj drugega. In tukaj sem na točki, jaz sem prepričana, če bi zakon šel čez socialni dialog, pa ni šel, da bi marsikaj od tega lahko predebatirali, najdel prave razloge in morda najdel tudi bolj prave odgovore, kot je samo skrajševanje prejemanja nadomestila za čas odsotnosti z dela. Zdaj, glede na relativno znano prakso, jaz si skoraj upam trditi, da bo zdaj večina bolniških staležev zaključena po 20 dneh, ne po 30. Tudi sem prepričana, da bo marsikdo od zaposlenih prišel na pol pozdravljen nazaj na delo, zaradi česar bo naslednja bolniška toliko daljša in problemi delodajalcev toliko večji. In upam si zdajle napovedati, da bomo čez leto ali 2 govorili o višji prispevni stopnji. In bo šlo iz levega v desni žep brez kakšnega tehtnega premisleka. Zdaj, kar se tiče blagajne zdravstvene, še to. Malo tu, malo tam. Zakon o dolgotrajni oskrbi, poslušala sem zdaj 2 ali 3 dni nazaj, je zdravstveni blagajni, tam predvidevajo, ne vem, kaj se bo zgodilo, ampak glede na to, da je bil del pravic prenešen iz pokojninske blagajne na zdravstveno, napovedujejo 240 novih zaposlitev, plus ostale stroške, ki bodo s tem povezane. Napoveduje se dvig plač, tole zdajle en dan poslušamo zelo intenzivno vsi, zneski čez prst so med 100 in 200 milijoni. Mi zdravstveni blagajni kar dodajamo v bistvu obveznosti, na drugi strani naj samo spomnim, da zdravstvena blagajna se financira izključno iz prispevkov in njenega deficita ne pokriva državni proračun tako kot pokojninsko blagajno. Če pri pokojninah zmanjka, da zraven proračun, če pri zdravstvu zmanjka, sta samo 2 odgovora, ali večji prispevki ali pa manj storitev. Saj kaj drugega verjetno se ne bo zgodilo.
To, da ta sprememba rešuje prekarnost, seveda ni res. Prekarnosti se je treba lotiti na drugih področjih, a ne, o prisilnih SP-jih in tako naprej. Ne bom na tem mestu zgubljala besed. Pa mogoče samo še en zelo subjektiven, priznam, odziv na naše odločitve 30 let nazaj. A ne. Nekako nam teh 30 let daje različne grenke priokuse, a ne, pa na katerikoli strani že pač smo. Jaz bom rekla, da smo se v sindikatih skušali nekako truditi okrog ohranjanja standarda pravic, a ne, tako na pokojninskem, zdravstvenem, šolskem sistemu, pa še kje, da marsičesa nam pravzaprav ni uspelo, na drugi strani pa ves čas sedimo v nekem skupnem čovnu, a ne, in tale čovn se je ene parkrat zanihal, pa so delavci iz njega popadali. Spomnila bom na tajkunsko obdobje, kjer smo ogromno sredstev namenili, a ne, za boljši jutri, pa so potem podjetja propadala. Spomnila bom na oprostitev prispevkov za pokojninsko zavarovanje, a ne, v imenu konkurenčnosti smo edina država, kjer delodajalci plačujejo polovico nižje prispevke, pa se nam zdaj obeta pokojninska reforma. Spomnila bom na, ne vem, mislim, da smo imeli davek na izplačane plače, ki je bil ukinjen zato, da bodo plače višje, pa se tudi to ni zgodilo. V zadnje pol leta pa itak, a ne, karkoli se dela za razbremenitev gospodarstva. Ja, nedvomno, a ne, je gospodarstvo tisto, od katerega smo odvisni vsi. Potrebujemo se pa oboji, a ne, in zaposleni na eni strani in gospodarstvo na drugi strani, in nekak je priokus, a ne, da bo pri zaposlenih tole pustilo spet velike posledice, a ne, v slabših storitvah, v večji neenakosti, pa še čem. Tako da bom zaključila, naša interesna skupina tega bo ta veto podprla oziroma podprla bo oba veta, glede na to, da sta povezana. Hvala. Zahvaljujem se državni svetnici Lidiji Jerkič, vodji interesne skupine delojemalcev. Prejeli ste tudi mnenje interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev, predstavlja ga bo vodja skupine državna svetnica Bojana Potočan. Hvala lepa za besedo, lep pozdrav vsem kolegicam, kolegom, seveda tudi vsem gostom. Interesna skupina kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev je danes obravnavala oba predloga vetov in jih ne bo podprla. In sicer iz razlogov, ki jih bom pojasnila v nadaljevanju. Kot veste, interesna skupina kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev zastopa v glavnem male poslovne subjekte, v pretežni meri tudi samozaposlene. Zato je seveda takšna razbremenitev, ki je predlagana s tem zakonom, več kot dobrodošla. Rekla bi to, da je seveda treba računati, da samozaposleni kot delodajalci, posebej če pogledamo na področju kulture, pa tudi na drugih področjih, so včasih v primeru bolniškega staleža oziroma bolezni v nezavidljivem položaju. Poleg tega, da so bolni, ne dobijo nadomestila za bolniški stalež in seveda je to čas, ko je v veliki meri prej, dokler ni bilo krize s covidom, to povzročilo, da so ljudje delali vseeno, čeprav so imeli neka manjša obolenja. Seveda za covidno situacijo in z vsemi ukrepi, ki so seveda nujni za zdravje ljudi, se je to precej spremenilo. Tako da treba je tukaj upoštevati, da so ti manjši subjekti včasih njihovi mesečni prihodki, če bi gledali, pač razporedili letni prihodek na mesečni prihodek, velikokrat primerljivi z
nekimi manjšimi bruto plačami. In seveda v tem primeru ne moremo govoriti o nekih velikih delodajalcih, ki bi morali kriti te stroške še naprej. Ne. Jaz celo mislim, da bi v nadaljevanju, seveda v eni drugi priliki, bilo nujno treba se upogledati v vse te subjekte, ki bi bilo celo po mojem mnenju potrebno izenačiti z pravicami, ki jih imajo delavci. Ampak to seveda za nek drug zakon, za neko drugo priliko, danes pa seveda to, kar imamo na mizi, je več kot dobrodošlo in seveda zaradi tega obeh predlogov veta ne bomo podprli. Hvala. Zahvaljujem se državni svetnici Bojani Potočan, vodji interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev. Ali želijo besedo tudi predstavniki ostalih interesnih skupin? Da. Milan Ozimič, interesna skupina, vodja interesne skupine lokalnih interesov. Izvolite, imate besedo. Hvala za besedo. Zelo na kratko, interesna skupina je seveda obravnavala predloge obeh odložilnih vetov, o njih razpravljala in seveda ugotovila, da pravzaprav ni razlogov za podporo temu vetu, da se pravice ne zmanjšujejo in da tudi razbremenitev delodajalcev, predvsem teh manjših samozaposlenih, je to v času tudi, ki ga živimo, pravzaprav zelo smiselen ukrep in da tudi finančna bremenitev zdravstvene zavarovalniške blagajne ne predstavlja obremenitve, ki bi vplivala na zmanjšanje zdravstvenih storitev v celoti. Tako da interesna skupina predlaganih vetov, obeh vetov ne podpira. Zahvaljujem se vodji interesne skupine lokalnih interesov, državnemu svetniku Milanu Ozimiču. Želi še kdo razpravljati? Odpiram razpravo za državne svetnice in svetnike. Prvi se je k razpravi javil državni svetnik Marjan Mavčec. Izvolite, imate besedo. Hvala za besedo. Glede današnje tematike sem vesel, da sem v državnem svetu, pa ne zaradi to, ker navadno vedno oporekamo državnemu zboru, da kaj dobrega naredi. Saj sem lahko tudi povem, da v tej Sloveniji razmišljamo pozitivno, če kdo kaj dobro predlaga, treba podpreti. In to, kar je z državnega zbora prišlo danes, mislim, pred par dnevi, je pozitivna signal. In prvo, da ne bom zdaj razlagal tisto, kar so moji predhodniki zelo kvalitetno in tudi strokovno povedali, je ključna ta zadeva. Ta denar dejansko mali obrtniki zbirajo in ta denar bodo samo zdaj nazaj dobili, zdaj ga niso sploh dobili. In to treba vedeti. Pa tudi, če ne bi bilo tako, če smo socialna država, poskrbimo za vse sloje, treba skrbeti za take, ki pač zbolijo, ko so samostojni podjetniki, ki ne rabiš imeti doktorske dizertacije na to temo, da težko potem skrbiš za svoj dohodek, če ne moreš delati, pa si samo zaposlen. Česa pa lahko dobiš? In če zboliš samo en mesec, je to 10% celega leta, toliko dobička, pa vam verjetno jasno, da nišče nima. Ne? Tako da bom s tem končal, sem za to, da smo proti vetu in pač da gremo naprej skupnimi močmi, ne glede kdo predlaga, kdaj predlaga, pa kje. Zahvaljujem se državnemu svetniku Marjanu Mavčecu. Želi še kdo besedo? Da. Državni svetnik Danijel Kastelic, izvolite, imate besedo. Ja, hvala za besedo. Lep pozdrav vsem skupaj. Glejte, jaz se s predhodnikim vsem, tako kot zagovorniki veta in tistim, ki proti vetu v določenih stvarih lahko strinjam. Dejstvo je, da res rabimo močno gospodarstvo in da tudi treba razbremeniti delodajalce.
žalosti me, da socialni dialog poteka tukaj tudi v Državnem svetu, ker ravno ta tematika bi bila prav, da bi se reševala na ekonomsko-socialnem svetu. Imam pa glede Zavoda za zdravstveno zavarovanje tudi moram stopiti malo v bran, kajti ti nenehne dodatne zadolžitve in obremenitve so vsakoletne in se dogajajo kar intenzivno v zadnjih 10 letih. Veste, da Zavod za zdravstveno zavarovanje mora imeti uravnotežen proračun, na katerega da soglasje tudi vlada. In kolikor vem iz mnenja vlade, le-ta tega predloga zakona ni podprla. Zagotovo pri predlog zakona brez pomislekov sam osebno podprl, če bi bilo tudi v tem predlogu nedvoumno zapisano, da bo manjkajoči del kril tudi državni proračun, tako kot je bilo že danes enkrat omenjeno, da krije izpad pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Glejte, na široko se piše in debatira in tudi potekajo pogajanja o dvigu plač v zdravstvu, kateri je plačnik zdravstvena blagajna. In naj mogoče malo za šalo, malo za res rečem, da za zdravnike in medicinske sestre je plačna meja na šentilju. Zato bo tukaj v prihodnje pritisk na zdravstveno blagajno z tega naslova še zagotovo velik. In samo nekaj številk, ker zadnjič na komisiji je bilo kar nekaj tudi polemike, da se uporablja samo letnica 2020 in 2021, ko so nerealni leta, in v 2021 je bilo za nadomestila za bolniški stalež 498 milijonov. Leta 2015 pa 246 milijonov. In leta 2016 285, 2017 314 in leta 2018 347 milijonov. Kot vidimo, predvsem če gledam iz perspektive tudi zdravstvene blagajne, nadomestila za bolniški stalež nezadržno naraščajo. In tukaj je opozorilo ne samo zdravstveni blagajni, ampak tudi sektorju države, da je potrebno več sistemskega narediti na preventivi. Zelo dober projekt, kar se bo z mano gotovo strinjal gospod Antavar, je imela zdravstvena blagajna, ampak je bil le-ta ukinjen, to je preprečevanje absentizma na delovnem mestu. In še na koncu zmanjšanje, če bodo te nenehne obveznosti prihajale na zdravstveno blagajno in v času COVID-a zagotovo bo še v letošnjem letu kaj. Sem sam kot predstavnik neke interesne skupine, ki je zelo povezana z zdravstvom, medicinskimi pripomočki, zdravili in rehabilitacijo. Podatek, ki smo ga tudi prejeli, je, da je v letu 2015 bilo 71% namenjeno v te namene, v lanskem letu samo še 66, to se pravi, da na drugi 66% proračuna Zavoda za zdravstveno zavarovanje, to se pravi, da v prihodnje lahko tudi računamo na krčenje pravic, če ne bo država kot regulator tretji blagajni v državi stopila v bran. Jaz mislim, da to je potreben en razmislek glede tega in tudi zaradi tega, da bi bila ta zdravstvena blagajna tudi zaščitena v prihodnje, bi bilo prav, da
le se dogovorijo in da sprejmejo neko odločitev, kjer bo eksplicitno zapisano, da bo manko sredstev kriv državni proračun. Kajti v nasprotnem primeru lahko samo pričakujemo kakšno košarico pravic ali pa zvišanje prispevnih stopenj, kar se pa noben ne želi, ne delodajalci, ne delojemalci. Samo te številke so realne, tudi kot član upravnega odbora Zavoda za zdravstveno zavarovanje in so razvidna iz letnih poročil in ni to tako nedolžna stvar, da bi se lahko kar ad hoc brez ene garancije lahko spuščali v zakonodajno spremembo. Hvala. Zahvaljujem se državnemu svetniku Danijelu Kastelicu, sedaj pa samo še informacija. K besedi so se prijavili državni svetniki Bogomir Vnučec, Tone Hrovat in Branko Tomažič. Besedo ima državni svetnik Bogomir Vnučec. Spoštovani svetnice in svetniki, gostje, seveda ne bom podprl nobenega od predlaganih vetov in sicer čist preprostega razloga. Če hočemo imeti polno državno blagajno, polno socialno blagajno, rabimo trdno gospodarstvo. In trdno gospodarstvo temelji predvsem na dodani vrednosti in na lastnem delu. Strinjam se, spoštovano kolegico Jerkičevo, da so številne anomalije, ki jih naštela, niso pa vezane na današnjo temo. Zato so drugi kontrolni mehanizmi, ki bi jih mogli ojačati. Mogoče se pozabila še omeniti nepotrebno sanacijo državnih bank, ki so tudi prinesle veliko bančno luknjo in pa luknjo v državni proračun. Prav tako pa za varuh, kdo je varuh zdravstvene zavarovalnice oziroma blagajne, tudi tisti, ki odločajo. Strinjam se z vami, da je danes čist drugačen čas kot pred 30 leti. So prepoznane nekatere druge oblike zadržanosti z dela, ki niso bile takrat prepoznane kot bolezen, oziroma danes so in bi jih mogli upoštevati tudi pri drugih oblikah, recimo zgodnjega upokojevanja, mogoče zaradi zdravstvenih razlogov, COVID recimo, mogoče tudi posledica COVID-a bojo prepoznane lahko kot resne zdravstvene posledice za nekatere obolele in ne bojo zmožni za delo. Se pač je treba prilagajati trenutnim okoliščinam, ne vemo, kakšni virusi nas še lahko doletijo. Tako da kljub temu pa mislim, da tisti, ki odločajo o bolniških dopustih, bojo mogli imeti večjo odgovornost. In na njih je na to, da pazijo na zdravstveno zavarovalnico. Kdor je bolan, je bolan. Seveda je pa treba imeti tudi bolj kritični odnos, ko se odloča o temu. In mislim, da je 20 dni še vedno zadosti, da je to še vedno v vseh regulativnih normah pri normalnih boleznih, ne morem pa komentirati seveda težjih oblik, ampak zaradi tega pa treba drugače poskrbeti, na drug način in jih prepoznati kot okoliščine za druge oblike zavarovanj naših delovnih ljudi. Hvala. Zahvaljujem se državnemu svetniku Bogomirju Vnučcu. Besedo ima državni svetnik Tone Hrovat. Izvolite. Spoštovani predsednik, kolegice, kolegi, moj namen je opozoriti na tisti del razprave, ko govorimo o sistemski razpravi. Jaz sem vesel, da so tudi v opoziciji predlogi tudi pozitivni in tega tudi podpiram. Ko gre za sistemski pristop, imamo na mizi dve vrsti delojemalcev, ki nista enakopravni. In sicer imamo tiste, ki sami plačujejo in so brez pokritja takrat, ko je mesec manj, ni plačan, in tisti del, ko pa je pokritje. In to v tem smislu niso enakovredni med sabo. To je isto, kot če bi delavci morali sami plačati, ki so zaposleni v tovarni, tisti del bolniškega staleža.
Vendar to je treba sistemsko rešiti in zato mislim, apeliram na to, da je to lahko eden od pristopov. In na drugi strani imamo blagajno zdravstveno, ki se seveda polni in tudi prazni. In prazni se tudi zato, ker podpira velikokrat tudi multinacionalke, ki proizvajajo zdravila in imajo najhujše dobičke. Tudi to je sistemski problem. In drugo, kar gremo naprej. Ko sem imel izkušnje, ko je delavka dobivala bolniški stalež, 2 leti skoraj, nisem mogel preprečiti. Vsak mesec 29 dni bolniške, pa 1 dan dela, 2 dni, 3 dni dela. Razen v 2 mesecih, ko so bili dopusti, imela pa 2 dni bolniške, pa 28 dni dopusta. In je bilo to treba plačati, sem se pritoževal, so zamenjali doktorja, pa je bilo spet vse po starem. To je tudi blagajna zdravstvena, to je en primer. In drugi primer, ko je človek imel nogo hin in ni mogel dobiti bolniškega staleža in so ga pošiljali na komisije in delati. Ta človek ni mogel delati, pa je umrl. Tudi to je treba sistemsko rešiti. To so problemi, ki so tudi v zdravstveni blagajni in tudi v zdravstvu in tudi v farmaciji in tudi v proizvodnji vrhunskih aparatov, kjer se zelo dobro plača vse. Ne samo doktorje. Ne? In v tem smislu se mi zdi, da je tukaj tehtnica, o kateri je pametno razpravljati še kaj naprej. Ta zakon, ki ga podpiram, pa bo prispeval k tej razpravi, da se tudi, ko bo se govorilo o blagajni, mečkem bolj poglobimo. Ali seveda, to, kar je bilo rečeno, da se lahko zmanjšajo usluge, ni treba, da se zmanjšajo usluge, se pa lahko pocenijo. In so lahko tudi dobički malo manjši. In tukaj, ko gremo, spet dve smeri razmišljamo. Nepošteno. Ene podpirajo, pa imajo dobičke kakršne koli hočejo, tisti, ki so pa bolj delovni intenzivni, jih pa seveda obremenjujemo. Tukaj nismo, tukaj smo večkrat licemerni tudi do delavcev. Ker ti delavci so v takih firmah seveda bolj izpostavljeni. Tam, kjer so dobički 200, 300, 500% na delo, v farmaciji, oni ne sprašujejo, koliko je polna lastna cena tablete. Ne? V normalnih fabrikah je pa vemo, kakšen je dobiček. Mačken več kot je bančne obresti. 5-10%. Ponekod, kjer je pa samo zaposlen, pa tisti mesec ni nič. Tako da v tem smislu bi podprl zakon in seveda, kar je naprej s to razpravo, treba je priti do sistemskih rešitev, čez dalje boljših. Hvala lepa. Zahvaljujem se državnemu svetniku Tonetu Horvatu. V besedi se je naslednji prijavil državni svetnik Branko Tomažič. Izvolite, imate besedo. Ja, hvala za besedo in lep pozdrav. Ne vem, zakaj je zmeraj halo, ko se gospodarstvo razbremenjuje, ki se mu je zmeraj toliko nalagalo in se ga nekako stiskalo. In predlagatelj zakona je v enem majhnem delu poskuša razbremeniti samozaposlene, male gospodarske subjekte in tudi kmete. In tudi sam podpiram ta predlog in ne bom glasoval za veto. Res pa je, bom povedal eno tako razmišljanje v državnem sektorju, kolega zaposlen, 35 let delovne dobe, 34 dni dopusta, pa še 14 dni bolovanja, pa ga delodajalec 2 meseca praktično nima v hiši. Tudi to je neka realnost, o kateri bo treba prej kaj spregovoriti. In eni to znajo spridno izkoriščiti. Da ne govorim potem tudi lažno bolovanje in tako naprej. Tudi te stvari bo treba počasi urediti. Ampak sem vesel, da je gospod Bandelli danes to stvar lepo predstavil, ker drugače on je zelo piker v diskusiji. Mu čestitam, da je bil na nivoju. Hvala. Zahvaljujem se državnemu svetniku Branku Tomažiču. Naslednji se k besedi prijavil državni svetnik magister Peter Požun.
hvala za besedo, ker kot poročevalec komisije ne smem iti izven okvira poročila komisije, lahko pa kot državni svetnik kaj rečem. Sem zelo vesel, da je bilo omenjeno v razpravi, da bo dan strokovna debata, pa imamo malo strokovno debato. Pojmo po vrsti. Bolniških odsotnosti ne odobrava blagajna, ampak jih odobravajo zdravniki. Osebni, družinski zdravnik, zdravnik pediater, zdravnik ginekolog. Šele ko je nekdo več kot 30 dni na bolniški odsotnosti, gre na komisijo, kjer so pa spet zdravniki, ne uradniki na Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Zdravniki so tisti, ki odločajo. Ali odločajo prav ali ne, zato moraš končati medicinsko fakulteto, pa se pa v to lahko vtikaš, je rekel en od mojih profesorjev. Ja, blagajna bo imela 120 milijonov presežka, ampak veste zakaj? Ker storitev nismo naredili. Zakaj jih nismo naredili? Ker je nekdo rekel, ne smete delati elektiva, v sistem spremenite v COVID bolnice. Zato je ostalo 120 milijonov, ki jih bo skupščina prerazporedila v rezerve. To ni dobiček, ki bi se komu razdelil v žep, gospe in gospodje. Bo šlo v rezerve. In te rezerve bodo pač porabljene, ko bodo porabljene. Če bo šlo tako naprej, da ne bomo mogli delati rednega programa, bo teh rezerv še enostavno več. In ker ljudje niso prišli do zdravnika, ker niso prišli do obravnave, ker niso prišli do diagnoze in zdravljenja, imate delavce na bolniški. In še jih boste imeli dolgo časa. Ker enostavno ne pridejo v proces obravnave. Ko govorimo o bolniških odsotnostih, kratkotrajne bolniške odsotnosti padajo, dolgotrajne naraščajo. Poglejte si poročilo zavoda, razlog bolniških odsotnosti, dolgotrajnih. Na prvem mestu so bolezni lokomotornega aparata, torej mišic in skeleta. Zelo malo jih nastane pri športni dejavnosti, vam moram povedati, če je manj v postelji, največ pa na delovnih mestih. In potem so ljudje na bolniški odsotnosti. Sledijo potem od bolniške odsotnosti zaradi raka in glej ga vraga, na tretjem mestu so pa se psihične bolezni. V tej zdravi slovenski družbi, polni radosti in veselja. In spomnite se nekateri, ko poslušamo poročilo inšpektorata za delo. Kaj so njihove ugotovitve, ko grejo v nadzor? Na prvem mestu so problemi neizplačanih plač in prispevkov, na drugem mestu pa neupoštevanje pravil za varno delo na delovnem mestu. O čem zdaj mi govorimo? Kje nastajajo bolniške? Ko že govorimo strokovno. Včeraj sem bral en krasen članek, pohvalil magistru Colariču za izjemen poslovni uspeh Krke. Dolenjci ste ponosni na Krko, ni da ni. Ustvaril je dobiček. Ja, iz česa nek pa, iz njegovih cen, ki jih ima na tem trgu. A jih bo zmanjšal? Ne vem. Veste, če si ti Amerika, se pogajaš za ceno zdravil. Če si Slovenija, pa kupiš tisto, kar ti dajo. In še nekaj. Slovenija je referenčna država za zdravila Južnega Balkana in tega dela Evrope. In veledrogeristi ne popuščajo cen, kajti za našo visoko ceno dosegajo visoke cene tudi druge. Saj ste gospodarstveniki, saj veste, kako te stvari grejo. Ne popuščajo cen. Jaz ne govorim, da tle se ne da nekaj prišparati, pridobiti, se potem nastanejo neki rabati in popolni, ampak takšne so situacije. Veste, dostikrat sem videl, ko so rekli, take it or leave it. Vzemi to ali pa ne boš vzel, tvoj problem. Jaz ne vem, zakaj država ne organizira agencije, pa ne kupuje zdravil in pripomočkov za vse zdravstvene zavode. Ja, naj to za božjo voljo že naredi. Druga stvar, prej ste slišali problem praznjenja blagajne. PKP 10, dovoljenje prebitja najvišjega razreda. Državni sekretar, ko smo o tem govorili, je rekel, ja, to bo 75 milijonov. Včeraj jih je že 110. Gospe in gospodje, osnovnih plač. Pa vzemite še nadur in dežurstvo in smo na 4 milijona. To bo treba iz blagajne dati ven. Kajti ljudem pa moramo dati plačo. Glejte, jaz kot delodajalec jim moram dati plačo, iz druge poti enostavno nimam. In veste, kaj se zgodi?
Zelo enostavno, kar se naučiš v ekonomiji drugega letnika srednje ekonomske šole. Ne? Ko povpraševanje presega ponudbo, se ustvarjajo čakalne vrste. Čakalne vrste imajo pa čakalno dobo. Če mi ne moremo pač narediti storitev, grejo pacienti v čakalno vrsto, pa še bodo hodili, pa še dalje več jih bo. Veste, to je zelo lepo, dokler nisi ti na čakalni vrsti. To je zelo lepo. Jaz nisem zaposlen na Zavodu za zdravstveno zavarovanje, jaz nisem član organov upravljanja, ne, da bi jih pač zdaj govoril njihovim interesom, vam samo povem, kaj bo sledilo. In še nekaj. Potem boste imeli cel kup bolniških odsotnosti, v skrajšem roku pa bodo ljudje hodili za en dan v službo, pa spet na bolniško. Ampak to se zmenite z družinskim zdravnikom. S tem blagajna, spoštovani, ama nima ništa. In seveda, vam še ilustriram, 100 milijonov, o katerih govorimo, to je proračun Splošne bolnice Celje. Da boste vedeli, koliko je to denarja. Vsa njihova zdravljenja, ali pa proračun malo višji od Splošne bolnišnice Novega mesta. In jaz sem že povedal, ko smo prvič obravnavali, če bi pisalo v zakonu, da bo proračun pokril ta denar, jaz bi bil prvi za, ki bi dvignil roko. Ampak ne, proračun ne bo dal, ta blagajna se bo mogla znajti sama sebe in znašla se bo tako, kot se bo. Znižala bo cene in manj bo storitev na trgu. Tako da, gledajte, to pač je bilo pa malce bolj strokovno. Hvala. Zahvaljujem se državnemu svetniku magistru Petru Požunu za ta strokovni pogled na problematiko. In dobili bomo še lokalnega, državni svetnik Dejan Crnek, izvolite, imate besedo. Hvala lepa, predsednik, spoštovani gostje. Samo eno vprašanje bi rad razčistil, če bi se danes dal, namreč zahvaljujem se vsem kolegom, kolegicam za izredno dobro pripravljene svoje obrazložitve, ampak se je vmes že trikrat pojavilo to vprašanje, pa me zanima, če bi lahko danes dobili odgovor, ali je nevarnost, da bi se zaradi sprejetja tega zakona povečale cene oziroma pristojbine za osnovno in dodatno zdravstveno zavarovanje za naše državljane in državljanke, oziroma ali se bi res nevarnost, da se zmanjša obseg storitev, to, če je možno pokomentirati. Hvala lepa. Zahvaljujem se državnemu svetniku Dejanu Crneku. Vidim, da ni več prijavnih razpravi, dovolite, da še sam se prijavim. Dobili smo že strokovni, lokalni, pa še obrtniški pogled. Moj obrtniški pogled je pa naslednji. Če se ti nekaj zdi samo po sebi umevno in enostavno in če iz vzroka lahko takoj izpelješ posledico, poglej dvakrat. In pri pogled dvakrat želim izpostaviti tole. Kaj pa učinkovitost zdravljenja? Kaj pa trajanje zdravljenja posameznih bolezni oziroma posameznih stanj? Predno posežemo po proračunu, dajmo pogledati, koliko smo v resnici učinkoviti. Dajmo primerjati podobna zdravstvena stanja, podobne poškodbe v našem sistemu in drugih sistemih. Pa pustimo ob strani absentizem in prezentizem. Pustimo relacijo med delavcem in delodajalcem. Delavec je zagotovo zainteresiran biti na delovnem mestu, zato ker ne želi dobivati 70% plače, ampak želi dobivati celo plačo. Prej sem videl nekaj muzanja ob izjavi, da delodajalci želimo, da delavci delajo. Da, želimo in zelo nas skrbi za njihovo zdravje, posebej zaradi tega, ker je v Sloveniji 98% malih in mikropodjetij in izpad vsakega pomeni težave pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti in obstanku na trgu. In da, v interesu nam je, da za nas delajo zadovoljni in zdravi ljudje, ker taki lahko veliko in učinkovito delajo. In jaz ne pristajam na ta klasični stereotip, da so za nas delavci zgolj potrošni material. To lahko reče tisti, ki nikoli v življenju ni bil na trgu, ni zagotavljal posla in rezultatu. To lahko misli samo tak. Temu je to vse enostavno in samo po sebi umevno. Kdorkoli se pa na trgu kdaj poizkušal, pa ve, kaj pomeni ustvarjati delovno vzdušje, zagotavljati posel, dohodek
plačevati davke, prispevke in plače. To je pa predvsem partnerski odnos. Ne trdim, da smo vsi na vseh straneh dobri, blagohotni in fair, trdim pa, da je odnos dosti bolj kompleksen, kot bi ga nekateri radi prikazali. In ne gre samo za odnose med delodajalci in delavci, ne gre samo za odnose med zdravstveno blagajno in tistimi, ki uporabljajo oziroma so koristniki storitev nadomestila. Gre za celoten sistem, gre za tudi za odnose med zdravstveno blagajno in zdravniki. Strokovno mnenje je bilo, da so zdravniki tisti, ki predpisujejo način, čas, tempo zdravljenja. Na to ne moremo vplivati ne delojemalci, ne delodajalci. Lahko vam pa povem, da delavec, pri katerem je opravljen operativni poseg, do zaključenega zdravljenja, ki pomeni tudi fizioterapijo, ne more iti v delovni proces. Zdravnik, ki nekaj da nase, na delavca, na njegovo varnost, ne bo zaključil bolniškega lista, dokler ni opravljena tudi fizioterapija. Kje prihaja do kratkih stikov, do podaljšanja? Sistem ne deluje dobro. Od zdravljenja akutnega stanja do zaključka zdravljenja ni dobre organizacije. In zdravniki v takih primerih ne zaključijo bolniških listov, ali pač ga je zaključijo 29. dan in je potem delavec zdrav 4 dni in pozvan, naj se čez 4 dni zopet oglasi pri istem zdravniku in začne zopet 29-dnevno bolniško, dokler ni napoten na fizioterapijo, kjer pa res dobi potrdilo, da je zdravljenje zaključeno in da je sposoben za delo. In spoštovane kolegice in kolegi, predno posežemo zopet po proračunu, ki naj bi nadomestil ta izpad, se da razmišljati tudi o tem, kako optimizirati procese, kako pogledati znotraj samega sistema. In predvsem je treba tudi ta sistem primerjati z sistemi okrog nas. Saj nismo edini, ki imamo delodajalce, delojemalce, zdravstvene blagajne in bolniške. Učinkovitost sistema je tista, ki zmanjšuje najprej družbeni konflikt, potem pa tudi stroške. Dregnil sem verjetno v osje gnezdo, ampak ja, vsi smo podvrženi temu, da če nismo učinkoviti, trpimo pač sankcije. In jaz predvidevam, da ta večja obremenitev, večja finančna obremenitev zdravstvene blagajne bo povzročila tudi globlji razmislek v zdravstveni blagajni in boljšo organizacijo zdravljenja. Tako da bomo potem lahko to čebulo malo bolj olupili, ne samo površinski del, pa videli, da tukaj nismo samo delavci pa delodajalci, ampak je še kdo drug, ki mora opraviti svoje delo, da smo vsi zadovoljni. Hvala lepa. Zaključujem razpravo državnih svetnic in svetnikov. Sedaj pa sprašujem predstavnike vlade oziroma Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve. Želite še kaj dodati temu našemu današnjemu razpravljanju? Če želite, bi prosil, da to ne želite. Hvala lepa. Predlagatelj zakona, poslanec državnega zbora, gospod Bandelli, izvolite, imate besedo. Prosil bi vas tukaj, ker je zelo neprijetno ljudem gledati v tilnik, ko nekdo razpravlja, pa še to vas prosim, če ugasnete samo tam, ker če ne boste mogli tukaj razpravljati. Imate 10 minut za odgovore na naše pomisleke. Hvala, predsednik. Ne bom 10 minut, mislim, da smo povedali kar dosti, povedali smo veliko stvari dobrih z razmišljanjem na naprej, z razmišljanjem na resnično pogled na naše gospodarstvo, koliko je to pomembno za vse kategorije, popolnoma za vse. Hotel sem sam, mislim, v prejšnjem mojem govoru nisem omenil prav veliko pomembnost upravičencev, kot so SP-ji, in pol so me pač popravili in so drugi šli naprej. Mislim, da tu je tudi ena od glavnih kategorij, ki bo najbolj lahko koristila. In tu niso samo SP-ji, so SP-ji kmetje, so SP-ji samozaposleni, v kulturi samozaposleni, pa povsod, tukaj veste, ki niso si mogli privoščiti prej, da bi lahko šli na bolniško, tudi boljani. No, in tu je to. Jaz mislim, da tukaj smo naredili danes verjetno že prejšnji teden v državnem zboru, ampak zdaj potrdili to, kar je dobro za našo državo. Hvala, predsednik. Zahvaljujem se poslancu državnega zbora, gospodu Marku Bandelliju. Zadnjo besedo ima predstavnik predlagateljev odložilnih vetov, državni svetnik, magister Peter Požun. Izvolite.
Hvala. Predsednik je pač vprašal, naj se pogledamo po svetu, bom dal primerjavo področja, ki ga najbolj poznam, ker vsak dan delam. Običajen porod, zdravje ženske. Moja klinika dobi 1932 evrov. V Gradcu 8730, v New Yorku skoraj 18 000 dolarjev. Toliko pač o primerjavi s cenah, kako mi delamo. Sicer pa, glejte, naša dolžnost komisije je bila, da smo prisluhnili naši blagajni, prisluhnili članom upravnega odbora, ki so za to glasovali, ki so tudi člani državnega sveta. Vedeli smo, da seveda ta veto ne bo uspešen, kapital pač hvala Bogu dela svoje, tudi to je normalno, vam pa v imenu komisije vsem želim veliko zdravja, ne, in da ne boste potrebovali zdravstvenih storitev. Verjemite pa, če jih boste, bomo za vse vas poskrbeli najbolje, kar se da. Hvala. Zahvaljujem se predstavniku predlagatelja odložilnih vetov, magistru Petru Požunu. Zaključili smo obravnavo. Kot sem že pojasnil na začetku skupne obravnave prve in druge točke dnevnega reda, bomo glasovanje o predlogih zahtev Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o posameznih zakonih, opravili ločeno. Sedaj vas pa sprašujem, ali želi kdo obrazložiti svoj glas. Da. Besedo ima državni svetnik Branko Šumenjak. Lep pozdrav vsem tudi v mojem imenu. Zdaj, jaz sem poslušal to razpravo zelo pozorno in nisem dobil nekih novih podatkov, ki bi me prepričali v to, da bi glasoval za to veto. Namreč nihče v tej hiši oziroma v tej dvorani ni omenil korupcije, ki se dogaja v zdravstvu. Mislim, da je pred kratkim bila sprejeta neka zakonodaja v zvezi z naročanjem v zdravstvu in ta zakonodaja bi naj prinesla neke izboljšave v samem postopku in pa pri zdravstveni blagajni glede zdravstvenega materijala. Zdaj nekje je predvideno oziroma neki podatek se pojavlja, da se v zdravstvu o korupciji govori o 400 milijonih na leto. Če ta zakonodaja prinese samo četrtino tega, smo že pokrili to danes, o čemer se pogovarjamo. In jaz mislim, da se bo to v kratkem tudi zgodilo, da se ne bo dogajalo tako, kot se dogaja zdaj, ko so v Državnem zboru bile določene preiskovalne komisije, ki so prišle do določenih ugotovitev in krivcev za tako stanje, kot jo imamo, glede korupcije pa se ne zgane nihče nič in se nič ne dogaja v zvezi s tem. Tako da mislim, da bo tudi to. Bila pa sta postavljena dva vidika, tudi nadomestila. Pri nadomestili za bolniško, tako kot je bilo povedano, zadnjič sem poslušal predstavnico zdravstvene blagajne, ki je povedala, da so najdaljša bolniška traja 17 let. To se pravi, da je že nekaj s tem narobe. In da je najvišje nadomestilo za bolniško odsotnost 22 000 evrov na mesec. To je tu nekaj ne štima, ker nadomestilo za bolniško odsotnost ne more biti plača tista, ki jo ima človek recimo na delovnem mestu, ampak je nekaj drugo. In če imamo pri pokojninah neki limit, potem bi morali tudi pri teh nadomestili biti neki limit. Tako da prosim lepo, če ta veto ne podprete, ker je nesmiseln in z moje strani, če bi glasoval za ta veto, bi bil to udarec gospodarstvu in pa dejansko glas za podaljšanje korupcije v zdravstvu. Hvala lepa za izčrpno obrazložitev glasu. Želi še kdo obrazložiti svoj glas? Ugotavljam, da ne. Prešli bomo na glasovanje in sicer v okviru prve točke dnevnega reda. Na glasovanje dajem predlog zahteve Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o zakonu o dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, EPA 1885/8, kot ste ga prijeli po elektronski pošti. Pozor, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Prisotnih je 34 državnih svetnic in svetnikov, za je glasovalo 7, proti je glasovalo 22,
Ugotavljam, da predlagane zahteve državni svet ni sprejel z 22 glasovi proti in 7 glasovi za. Sedaj pa prehajamo še na glasovanje v okviru druge točke dnevnega reda. Na glasovanje dajem predlog zahteve državnega sveta, da državni zbor ponovno odloča o zakonu o spremembah zakona o delovnih razmerjih, EPA 1886 pomišljaj rimska 8, kot ste ga prijeli po elektronski pošti. Pozor, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Prisotnih je 34 državnih svetnic in svetnikov. Za je glasovalo 6, proti 22. Ugotavljam, da predlagane zahteve državni svet ni sprejel z 22 glasovi proti in 6 glasovi za. S tem smo zaključili obravnavo prve in druge točke dnevnega reda. Izčrpali smo tudi dnevni red današnje 30. izredne seje državnega sveta, zato jo zaključujem. Vsem se prav lepo zahvaljujem za sodelovanje na današnji seji, želim vam srečno pot domov. Sejo smo zaključili ob 14:32. Spoštovani gostje, tudi vam se zahvaljujem za vaš prispevek k našemu današnjemu delu. Srečno, nasvidenje. Člane Komisije za gospodarstvo, obrt in finance prosim, da ostanete tukaj. Seja bo 15 minut do 3 tukaj. To se pravi 14:45. Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance tu. Lepo vabljeni.